To you, Grace Roloff. 23. julija 2024 je 20-letna pohodnica sestopala s Half-Dome v Narodnem parku Yosemite skupaj s svojim očetom Jonathanom, ko se je nebo nenadoma odprlo in je granit pod njenimi nogami postal kot steklo. En trenutek je bila poleg njega, ko sta sestopala z vrha. V naslednjem trenutku je drsela po 120 metrov dolgem pobočju brez česarkoli, da bi se lahko prijela. Jonathan je nemočno plezal za njo in jo prosil, naj ostane z njim. Hej, tukaj sem, rad te imam. Sliši moj glas. Ne bom te zapustil. To, kar se je zgodilo Grace, je nočna mora, ki je noben oče ne bi smel doživeti. In naj ti nekaj povem, ni edina. Danes si bomo ogledali 6 tragedij, za katere so parki okrivili pohodnike, a kot boste videli, je resnica veliko bolj sumljiva. In bodite še posebej pozorni na zgodbo številka 5. To je tista, zaradi katere nisem mogel spati po noči, ker dokazuje, da je imela služba narodnih parkov 15 let rešitev za $6, s katero bi lahko preprečili smrtne primere, pa se je odločila, da je ne bo uporabila. Dobrodošli v ekstremu. Ob 17:30, 14. septembra 2015, so rangerji v Narodnem parku Zion divje hiteli proti vhodu v Keyhole Canyon ob avtocesti. Nebo je bilo črno. Vremenski radar je pokazal ogromno nevihto, ki je spuščala zid vode na gore tik nad njimi. Ko so prispeli, so zagledali 3 brezsape in panične pohodnike, ki so kričali in jih prosili, naj gredo noter. Ti pohodniki so pravkar šli mimo skupine 7 ljudi, ki so bili še vedno notri, vendar je bilo prepozno, da bi šli noter, saj je kanjon že začel bučati zaradi poplavne vode. Ljudje v notranjosti niso bili skupina nepremišljenih turistov. To je bila valencijska pohodniška skupina. Njihov vodja, Steve Arthur, je bil 21-letni veteran in policijski narednik. Njegova žena, Linda, je bila natančna raziskovalka. Dovoljenje za vstop v kanjon so prevzeli dan prej. Tistega jutra se je 7 ljudi udeležilo tečaja o varnosti v kanjonih in nevarnostih nenadnih poplav. Vsi so delovi po pravilih. Okoli 23. ure tistega dne so še zadnjič preverili vreme. Poročilo je napovedovalo 40% možnost dežja, vendar je bilo nebo nad Zionom bleščeče, vrljivo modro. Ni bilo nobenega znaka dežja. Zato so se odpeljali do vhoda v kanjon in pričakovali lepo vreme. Vhod v kanjon Keyhole je odstavni prostor ob cesti 2 milji od najbližje postaje čuvajev. Tukaj ni mobilnega signala, prav tako ni vrat ali čuvaja, kar pomeni, da ni načina, da bi opozorili ljudi, ki so že v notranjosti. Tako ni bilo mogoče vedeti, da je ob 14:22. Ravno ko so se pripravljali, je Nacionalna meteorološka služba izdala opozorilo pred nenadno poplavo, prav za tisti kanjon, v katerega so nameravali vstopiti. V centru za obiskovalce so čuvaji celo prenehali izdajati dovoljenja, oni pa o tem niso vedeli ničesar. Okoli 15:30 je 7 pohodnikov vstopilo v kanjon. Canyon Keyhole je v bistvu tunel brez strehe. Po tem kanjonu se ne moreš povzpeti. Da so se spustili po strmih odsekih, so se morali spuščati z vrvjo. To je le bolj prefinjen način, da rečeš, da so privezali vrv na skalo in jo uporabili za spuščanje po navpičnih pečinah. Za tako izkušeno skupino naj bi bil to zabaven, rutinski izlet, kjer bi se spustili po nekaj vrveh, preplavali nekaj tolmunov in na koncu poti izstopili ter našli svoj avto. Zanka pa je v tem, da je ta kanjon pot brez vrnitve. Ko enkrat uporabite to vrv, da se spustite po 9-metrski pečini, vrv potegnete za seboj dol, da jo lahko ponovno uporabite. Ko je ta vrv v vaših rokah, je stena za vami zdaj gladka, navpična pečina, po kateri se ni mogoče povzpeti, ne morete se vrniti, zavezani ste poti naprej. Edina pot iz gore je, da nadaljujete naprej, dokler ne pridete do konca. In tisti dan ni bilo konca. 1 uro in 16 minut kasneje so bliskovite poplave, zaradi katerih so čuvaji parka zaprli kanjon, spremenile kanjon v kad brez izhoda. V samo 15 minutah se je tok vode skozi tisti kanjon iz nežnega potoka, skozi katerega si lahko brodil, spremenil v divji hudournik, ki je bil dovolj močan, da je premikal skale. Na vrhuncu je bila reka 48krat hitrejša kot takrat, ko so se spustili po vrvi. In ni bila samo voda, bila je stena blata, kamenja in dreves, ki so se vsi skupaj podili skozi prostor, velik kot hodnik.
Ko se je voda končno umaknila, so reševalne ekipe vstopile v kanjon in naletele na prizor popolnega uničenja. Stene kanjona je sila poplave popolnoma očistila. V najožjih delih razpoke so našli opremo in nahrbtnike skupine, raztrgane na koščke in zapletene v veje dreves, 20 čevljev nad tlemi. Tako visoko se je dvignila voda. V naslednjih 4 dneh je 60 iskalcev porabilo več kot 1000 ur za njihovo iskanje. Večina jih sploh ni bila več v kanjonu. Voda je bila tako močna, da jih je odnesla več kilometrov stran, skozi skale in ven v odprto reko. Zadnje truplo, ki je pripadalo Lindy Arthur, so našli 5 milj nižje po toku. Niti ena oseba iz skupine ni preživela. To je zadnja fotografija, na kateri so. Posneta je bila na vrhu kanjona, tik preden so začeli svoj spust. Ko so družine in novinarji kasneje vprašali službo narodnih parkov, zakaj na začetku poti ni bil postavljen noben čuvaj, ki bi jih fizično obrnil po prejetem opozorilu, je NPS naredil tisto, kar institucije najbolje znajo. Napovedali so preiskavo. Ustanovili so pregledno komisijo. Rekli so, da se bodo strokovnjaki verjetno sestali do konca novembra. Govorili so o morebitni omejitvi dostopa do kanjona, uvedbi preverjanja usposobljenosti in izvajanju izboljšanih izobraževalnih programov. To je bilo leta 2015. Končno javno poročilo te pregledne komisije ni bilo nikoli objavljeno. Ampak takole, veste, kako služba narodnih parkov razume lastno odgovornost. Ko so upravnika parka pritisnili z vprašanjem, ali bi jih moral dovolilni sistem zaščititi, je priznal, da je bil dovolilni sistem zasnovan za zaščito divjine, ne nujno ljudi. 7 ljudi je plačalo pristojbino, 7 ljudi je imelo veljavna dovoljenja, 7 ljudi je bilo opozorjenih na tveganje in so zaupali sistemu, da jih bo zaščitil, če bo šlo kaj narobe. Sistem ni imel nikogar na vhodu. A čeprav je ta zgodba tragična, ni tista z tega seznama, ki mi je ponoči kratila spanec. Tista Pride kasneje. Zdaj se premaknemo 35 km severno do Half Dome v Narodnem parku Yosemite ter k vprašanju, na katero služba narodnih parkov nikoli ni v celoti odgovorila. Vsako leto se tisoči ljudi odpravijo na pohod do te skalne stene. Ob jasnem jutru, ko se dolina razprostira pod vami, je to ena najlepših stvari, kar jih boste kdaj videli v življenju. Toda da pridete na vrh, morate preživeti zadnjih 120 metrov. To je skoraj navpična granitna stena. Vaša edina varnost sta 2 kovinski jeklenici, pritrjeni v skalo in tanke lesene deske za vaše noge. 20-letna Grace Roloff je bila tam, da bi uživala v razgledih 13. julija 2024. Sploh ne bi smela biti tam. Ona in njen oče sta leta poskušala dobiti dovoljenje, dokler nista končno zmagala na dnevni loteriji parka, ki omejuje množico na le nekaj 100 ljudi na dan. Mislila sta, da sta srečneža. Tisti dan sta Grace in njen oče, Jonathan, dosegla vrh okoli 15. ure. Ko sta začela uživati v razgledu, se je nebo stemnilo. Poletna nevihta se je približevala. Na večini turističnih znamenitosti v Ameriki to pomeni le, da se malo zmočiš, ko se vračaš do avta. Na Half Domeu pa to pomeni nekaj hujšega. Svoj spust začnejo v dežju. Dež je tolkel po granitu in trdnih, stabilnih deskah. Na Half Domeu so tiste lesene deske, po katerih stopate, razmaknjene na vsakih 3 metre. Med temi deskami ni ničesar, razen gladke skale. Grace je nosila povsem nove pohodniške čevlje. Kupila jih je prav za to potovanje, saj je zaupala, da jo bo sveža guma varovala. Toda povsem novi podplati, ki še niso uhojeni, so lahko na mokrih skalah še bolj drseči. Ko je stopila v razpoko med 2 deskama, je nenadoma spodneslo noge. Pogledala je očeta in izrekla zadnje besede, ki jih boste kdaj slišali. Ati, moji čevlji so tako drseči. Jonathan je stegnil roko, da bi jo pridržal, ne da bi vedel, da je že prepozno. En trenutek je bila tukaj. V naslednjem trenutku je Grace nenadoma zdrsnila prav na vrhu gore in se skotalila več kot 60 metrov navzdol, pri tem pa je večkrat udarila z glavo ob skalno steno. Padla je na dno z zvokom, ki ga njen oče nikoli ne bo pozabil. Jonathan je praktično poletel po pečini navzdol, medtem ko je klical 911 in kričal v dež. Grace, tukaj sem. Ne bom te zapustil. Ljubim te.
Toda bilo je prepozno. Grace Roloff je umrla tistega popoldneva, 13. julija 2024. Vzrok smrti, huda, zlom lobanje med padcem. Ko je Jonathan prišel z gore, je stopil v stik s službo narodnih parkov. Želel je izjavo, priznanje, karkoli. Park se ni odzval. Ni se mogel odzvati, ker bi potem moral odgovoriti na vprašanje, ki ga je sprožil vsak posamezen incident na Half Domu. V državah po Evropi poti, kot je Half Dome, uporabljajo sistem imenovan Via Ferrata. To je lep izraz za varnostno vrv. To je kratka vrv, ki jo pripneš na jeklenico nad sabo. Če zdrsneš, te vrv ujame. Ustaviš se. Ne padeš. Na enak način, kot te varnostni pas ustavi, da ne poletiš skozi vetrobransko steklo, le da te ta vrv ustavi pred padcem za stotine ali tisoče čevljev. Če pa obiščeš uradno stran NPS za varnost na Half Dome, boš videl priporočilo za čevlje z dobro oporo za gležnje in rokavice z dobrim oprijemom za kable. To je to. Beseda plezalni pas se ne pojavi niti enkrat. Ne kot predlog, niti en sam stavek ne priznava, da obstaja sistem, ki bi lahko preprečil, da bi zdrs postal 90-metrski padec. Nič. In postane še slabše. Pohodniki, ki so bili na teh jeklenicah, opisujejo, kako so jim čuvaji aktivno govorili, naj pustijo varnostno opremo doma. Jeklenice in drogovi, tako razmišljajo, niso zgrajeni za to, da bi zdržali težo pri zaustavitvi padca. Ne obstaja nobena pisna politika NPS, ki bi to določala, vendar če na uradni strani o varnosti ni prostora niti za en sam stavek o opremi, ki bi lahko preprečila, da padec postane smrtna nesreča, potem ta opustitev pove vse. Grace Roloff ni bila prva. Na tem zadnjem odseku skale je življenje izgubila vsaj 25 ljudi. Večina jih je padla prav z istega mesta. Od leta 2005 je bilo na samih kablih potrjenih 15 smrti. Po raziskavah o podobnih kabelskih sistemih je bilo več kot 2/3 teh smrti povzročenih zaradi enega preprostega dejavnika – pomanjkanja varnostne opreme. Z drugimi besedami, vsaj 2/3 teh ljudi bi bilo danes še živih, če bi nosili preprost plezalni pas. Hitro obvestilo, vsak mesec naredim en video samo za Patreon. Opozorila so obstajala. Ničjer drugje tega ne boste videli. Če vas to zanima, so povezave v opisu. Če mislite, da se ta namerna opustitev pomoči konča pri politikah, premislite še enkrat. Ker v Grand Canyonu ne gre le za opremo, ampak za nekaj veliko hujšega. Kanjona je ena od 7 naravnih čudes sveta. Med junijem in avgustom je tudi eno najbolj nevarnih krajev v Ameriki za sprehod. Sonce je neposredno nad glavo. Pravi ubijalec je sevalna toplota. Masivne kamnite stene kanjona cel dan opijajo sonce in ga nato oddajajo nazaj kot konvekcijska pečica. Temperatura na dnu tega kanjona je dosegla 49 stopinj Celzija. Na povprečen poletni dan je temperatura malo nad 38 stopinj Celzija. Človeško telo deluje pri 37 stopinjah Celzija. Kaj se zgodi, ko 53-letna ženska iz Hudsona v Ohaju odide na večdnevni pohod z nahrbtnikom in temperatura na dnu kanjona doseže 46 stopinj Celzija? Spoznajte, Michelle Mider. Bila je učiteljica na katoliški šoli Svete Marije v Hudsonu v Ohaju. Kolegi in starši so jo opisovali kot skrbno, vedno nasmejano in vedno potrpežljivo. Popolno nasprotje človeka, ki rad tvega. 19. junija 2021 se je Michelle odločila, da se skupaj s 5 prijatelji odpravi na večdnevni pohod s nahrbtniki po Velikem kanjonu. Imela je dovoljenja in vse drugo, kar je potrebovala. To je bila ženska, ki je naredila vse prav. Toda na polovici kanjona jo je začela izčrpavati vročina. Prav tam pred svojimi prijatelji se je Michelle zmedla. Ne vemo natančno zakaj. Lahko je bil toplotni udar, morda je pila manj vode kot ostali. Pri 46 stopinjah Celzija je lahko šlo celo za njeno srce. Vemo, da je v enem trenutku hodila s svojo skupino. V naslednjem trenutku je začela omahovati, nato je padla po tleh, popolnoma nezavestna. Njena skupina je morala sprejeti težko odločitev. Bili so 900 metrov globoko v kanjonu brez sence. Vzpon nazaj je bil skoraj fizično nemogoč. Spust bi trajal predolgo. Zato so njeni prijatelji naredili, kar so lahko.
Trije njeni prijatelji so nadaljevali pohod v kanjon in iskali pomoč. Na srečo so našli drugo skupino s satelitskim telefonom in takoj poklicali na pomoč. Njihovi klici na pomoč so dosegli službo narodnih parkov približno ob 13:15. Čuvaji niso mogli ukrepati do naslednjega dne. Naj se to za trenutek usede. Ženska je nezavestna na dnu velikega kanjona in njeni prijatelji so poklicali na pomoč. In agencija, odgovorna za ta kanjon, tista, ki je zaračunavala vstopnino, izdajala dovoljenja in upravljala vsak centimeter te poti, ni mogla priti do nje skoraj 24 ur. Ko je pomoč prispela, je bilo že prepozno. Michelle Rose Mather je bila uradno razglašena za mrtvo 20. junija 2021. In skrito čisto na dnu je tisto, kar je služba narodnih parkov zapisala v svoji izjavi za javnost po njeni smrti. Bodite pozorni, da so lahko prizadevanja NPS za pomoč pohodnikom v poletnih mesecih zamaknjena zaradi omejenega osebja, števila klicev na pomoč, zahtev glede varnosti zaposlenih in omejenih zmožnosti letenja s helikopterjem v obdobjih izjemne vročine. Ta odstavek je politika, ki je zapisana in razdeljena po vsakem pogrebu. Obstaja zato, ker celotno ekipo za preventivno iskanje in reševanje v Grand Canyonu sestavljale 7 sezonskih čuvajev in en redno zaposleni nadzornik. Za kanjon, ki vsako leto sprejme več kot 6 milijonov obiskovalcev, za božjo voljo, je to en čuvaj na vsakih 850 tisoč obiskovalcev. In ali je park kdaj zaprl pot v času izjemne vročine? Predstavnika NPS so nekoč vprašali prav to. Njen odgovor je bil, da bi to močno vplivalo na naše komercialne ponudnike tukaj v parku. Komercialni ponudniki. Michelle Meter je potrebovala enega čuvaja, en helikopter, eno posredovanje pred nočjo. Dobilo jo naprej pripravljen odstavek iz sistema, ki jo je pustil v 46-stopinjski vročini, ker bi bilo napotitev več virov za njeno reševanje preprosto slabo za posel. In čeprav bi pomoč zagotovo preprečila nekatere tragedije, so nekatere povsem nedosegljive in žal povsem preprečljive. Ker če bi 7. junija 2016 pogledali Norris Geyser Basin v Narodnem parku Yellowstone, bi vam skoraj padla čeljust ob tem, kar bi videli. Videli bi dva mlada človeka, ki sta se namerno pritihotapila v prepovedano termalno območje, kjer je bila zemlja pod njima tanka kot kreker nad vrelo vodo. Videli bi ju, kako sta se ustavila na robu majhnega sivega bazena, ki je brbotal in sikal, tako motnega, da komaj vidiš 2,5 cm pod površjem. In videli bi, kako se je eden izmed njiju sklonil, da bi si pobliže ogledal. Oseba se je imenovala Colin Scott. Star je bil 23 let in je bil odličen diplomant psihologije na Univerzi Pacific v Oregonu. Tisto jesen bi moral začeti doktorski študij. On in njegova sestra Sable sta na potovanju po diplomi in sta razpoložena za malo avanture. Zato sta šla v Yellowstone, kjer sta iskala kraj za kopanje in namakanje, a Yellowstone ni zdravilišče. To je vulkansko območje. Vode so vroče, kisle in pogosto dosežejo temperature, ki jih ne zajame nobena lestvica. In za razliko od nekaterih parkov, kjer so meje le priporočila, Yellowstone zelo jasno pove, da se s temi vodami ni za igrati. Na vsakem izhodu s prehajalne poti so znaki in zvezni predpisi, ki izrecno prepovedujejo obiskovalcem, da zapustijo pot. Okoli 13:30 tistega popoldneva sta Colin in Sable prebrala opozorila in predpise in vseeno šla mimo. Oba sta prehodila 225 jardov v najbolj vroče in nestanovitno termalno območje v Yellowstoneu, v bazenu Norris Geyser. Celotno to območje je bilo omejeno in posebej prepovedano za obiskovalce. Colin je nosil natikače. Pokleknil je na rob majhnega termalnega bazena s kislo vodo, ki je bil dolg približno 2 metra in globok 3 metre, da bi preveril temperaturo. Tla so bila spolzka, mokra, gramozna površina. V nekaj sekundah je zdrsnil in padel noter, njegovo telo pa je takoj doživelo šok. Pri tej temperaturi se človeška koža začne razkrajati v nekaj sekundah. Temperatura vode v bazenu je bila izmerjena na 212 stopinj Fahrenheita, kar je največ, kar je termometer lahko zaznal. Dejanska temperatura je bila morda še višja. Sable ga je takoj poskušala izvleči in je pri tem sama utrpela manjše poškodbe. Nič drugega ni mogla storiti, zato je stekla nazaj proti najbližji postaji čuvajev po pomoč.
Ko pa so tistega večera prispela ekipa za iskanje in reševanje, so na površju lahko videli le dele kolina in verižico s križcem, ki je ležala na njegovem obrazu. Popolnoma ga ni bilo več. Po več urah poskusov, da bi našli njegovo telo, so čuvaji obupali do naslednjega dne. Termalna tla okoli bazena so bila preveč nestabilna, poleg tega pa se je hitro spuščala tema. Ko so se naslednje jutro ob 8 vrnili, ni ostalo ničesar. Vročina in kislina sta ga čez noč popolnoma raztopili. Njegova denarnica in 2 stopljeni japonki sta bili edini stvari, ki so jih našli. Zdaj pa vprašanje, o katerem bi rad, da razmislite. Yellowstone je leta 2023 izdal več kot 63.000 opozoril zaradi kršitev pravil na poteh, vendar je dejansko ukrepal le v manjšem delu teh primerov. Ljudje vsak dan ignorirajo znake in ostanejo nekaznovani. Ali nosi park kakršnokoli odgovornost za razliko med pravili, ki jih objavijo, in pravili, ki jih dejansko lahko uveljavijo? Uradna politika NPS pravi, da so na koncu obiskovalci odgovorni za lastno varnost. Collins je to ugotovil na težak način. Ali je strogo uveljavljanje parkovnih pravil koristno ali škodljivo, prepuščam vam, da se odločite sami. Vem pa, da je na Angels Landing v Narodnem parku Zion velik problem, ki nima nobene zveze s termoplezalcev. Ta 450 metrov visok peščenjakov greben, ki se dviga naravnost iz dna kanjona, je ena najbolj znanih pohodniških poti v Ameriki in ob jasnem dnevu resnično eno najbolj spektakularnih mest, kjer lahko človek stoji. 8. junija 2007 je Barry Goldstein prišel sem občudovat eno najboljših ameriških poti. Barry pri 53 letih je bil anesteziolog, obseden s plezanjem. Ena njegovih največjih radosti v življenju je bila občutiti energijo gibanja. In eden njegovih največjih strahov je bil dan, ko tega fizično ne bi več mogel početi. Tistega dne je Barry dosegel vrh in se svojo družino spuščal po poti, ko se je to zgodilo. Nekaj trenutkov prej je veselo hodil naprej. V naslednjem trenutku je nepojasnjeno padel 1000 čevljev globoko v kanjon. Očividec, ki ga je videl pasti, je povedal, da je bil to strm prepad. Ko je padal, ni bilo druge priložnosti. Park je za kratek čas zaprl Angels Landing, potem ko je Barry umrl, nato pa ga istega popoldneva ponovno odprl. In naslednjih 15 let so se smrti kar vrstile. Samo med letoma 2017 in 2021 je na tej eni poti 5 ljudi padlo v smrt. Aprila 2022 je Zion končno uvedel sistem dovoljenj. Uradno so rekli, da je bilo to za zmanjšanje gneče. Ampak poglejte številke. Pred dovoljenjem ni bilo redko videti 200 ljudi natlačenih na ozkem peščenjakovem robu s 300 metri padca na obeh straneh. Potem so dodali $6 pristojbino za žreb in postavili enega čuvaja na scout lookoutu. Rezultat je, da do leta 2026 ni bilo nobenega poročila o tem, da bi kdo padel s poti. Popolnoma nič. Sprašujem se, če lahko $6 in en čuvaj preprečita smrtne žrtve, ali to pomeni, da je bila vsako leto, ko je NPS upravljal to pot brez čuvaja, na voljo rešitev, ki je preprosto niso uporabili. To ni problem virov. To je odločitev, da se neomejen dostop postavi pred človeško življenje. In odločitev v Zionu ni edina nenavadna, ki bi jo sprejel NPS. Saj je 23. avgusta 2009 v Narodnem parku Acadia v Mainu kazalo na popolno nedeljo. Nebo je bilo ostro, jasno modro, zrak pa je dišal po soli in borovcih. Za 10.000 ljudi, ki so se tistega jutra zbrali ob obali Ocean Drive, je bil to popoln konec poletja. Med njimi sta bila Peter in Sandra Axelrod. Peter, 55 let, in Sandra, 51 let, sta bila tam svojo edinko, 7-letno deklico po imenu Cleo Diane Axelrod, ki sta jo posvojila iz Koreje, ko je bila stara komaj 4 mesece. Cleo je bila za njene starše vse. Stali so na masivnih granitnih skalah približno 180 metrov stran od znamenitosti imenovane Thunder Hole, 18 metrov stran od pečine in 6 metrov nad razburkanim Atlantikom. 100 milj stran na morju je divjal orkan. Čeprav je bilo nebo v Mainu sončno, je nevihta proti obali potiskala ogromne, težke valove. Park je prešel v stanje visoke pripravljenosti za varnost. Zaprli so bližnjo plažo in razgledne ploščadi, postavili so barikade in opozorilne znake.
Ob obali so na 2 miljah razporedili celo 50 zaposlenih v parku s parkovnimi čuvaji, ki so hodili po skalah in ljudem govorili, naj se umaknejo. Toda ocean ne upošteva pravil. Deluje v tako imenovanih ciklih valovanja, kot temu pravijo znanstveniki. Lahko opazuješ 50 valov, ki dosežejo obalo na varni višini 3 metrov in verjameš, da razumeš mejo. Toda vsakih nekaj minut se lahko več valov združi v eno samo vodno steno, ki je 2-krat večja in ima 10-krat večjo silo kot valovi pred njo. Ob 11:53, ko so Axelrodi stali 18 metrov v notranjosti, je prišel val, ki ni bil podoben nobenemu od prejšnjih. Bil je to trden zid zelene vode, ki je prezrl 6-metrsko višino skal in namesto tega pljusknil proti desni, kjer so stali Axelrod in ostali. V trenutku je 7 ljudi odneslo z granita v Atlantik. Peter in njegova hči sta bila ujeta prav v njem. Obalna straža je tako izplula iz bližnje postaje. Voda je bila kaotična zmes pene in skal. Petra Axelroda so našli potem, ko je 70 minut poskušal ostati na površju v ledeno mrzli vodi. A Cleo je bila izginila. Iskanje se je nadaljevalo 3 ure. Na koncu je helikopter s termalno kamero zaznal toplotni podpis 7-letne deklice pol milje stran od mesta, kjer so sprva stali. To je bila Cleo. Val jo je odnesel tako daleč. Oživljanje so na kratko poskusili, vendar ni bilo potrebe. Ni je bilo več. Vprašanje je očitno. Če je park vedel, da prihaja orkansko valovanje in je imel 50 zaposlenih na terenu, zakaj je bilo 7-letni deklici dovoljeno stati na mestu, kjer bi jo lahko dosegla val? Ko so jih vprašali, so oblasti parka dale enak uradni odgovor, kot ga vidimo skoraj pri vsaki tragediji v narodnih parkih. Način, kako bi lahko ta park naredili najbolj varen, bi bil, da nikomur ne dovolite uporabe in nikoli ne bi bilo poškodb ali smrtnih žrtev. Z drugimi besedami, dali smo vam opozorilo in ko smo to odkljukali, odgovornost ni več naša. To je popoln institucionalni izgovor. Stališče službe narodnih parkov je, da se njihova dolžnost konča na robu znaka. Kje se to konča? Kdaj pristojbina, ki ste jo plačali, in dovoljenje, ki ste ga imeli, ustvarita obveznost, ki presega opozorilni znak in sporočilo za javnost? Na to nimam jasnega odgovora. Ga imate vi? Sporočite mi v komentarjih. Toda parkovne službe niso vedno krive. Ta legenda solo plezanja je 30 let plezal brez vrvi. Nekega dne se odloči ignorirati edini signal, ki mu ga njegovo telo obupano pošilja. To je grozljiva zgodba o zadnjih minutah Johna Beckerja.